V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, morda je en najbolj fascinantnih dogodkov v zgodovini vsega krščanstva to, kako je katoliška vera preživela na Japonskem več kot 200 let brez duhovnika, sredi najhujšega preganjanja. Krščansko vero je na Japonsko prinesel sveti Frančišek Xaveri. Njegovo misionarsko delo je skupaj z drugimi misionarji, ki so ga spremljali, kmalu obrodilo sadove. Že v približno 60 letih, v začetku 17. stoletja, je bilo v državi uradno okoli 400 tisoč kristjanov. Takrat pa so pričela kruta preganjanja kristjanov. Vsakogar, ki so ga prijeli kot kristjana, so vrgli v zapor, ga mučili in ga na koncu obsodili na smrt. Včasih pa so jih tudi križali. Uvedene so bile različne prisilne metode, pri čemer so od obtoženca zahtevali, da potepta razpelo ali podobo blažene device Marije, da bi se tako odrekel krščanski veri. Tiste, ki so kristjane izdajali, pa so celo nagrajevali z veliko vsoto denarja. Tako je torej prišlo do krvavih preganjanj, katerih poskus je bil popolnoma iztrebiti kristjane. Še posebej so bili tarča duhovniki, misionarji, pod takšnimi pogoji pa seveda ni bilo lahko zdržati. Leta 1644 pa je po pretrpljenem mučeništvu izginil z Japonskega še zadnji duhovnik, tako da v celotni državi ni bilo več duhovnikov, verniki pa so bili prepuščeni sami sebi. Ostali so brez pastirjev sredi hudega preganjanja. Toda kljub največjim težavam so si prizadevali še naprej ohranjati vero, krščevali so svoje otroke, vztrajali v molitvi, v srcu vzbujali kesanje nad svojimi grehi. V njihovem molitvenem življenju pri ohranjanju vere je bila še posebej pomembna molitev svetega rožnega venca. Mesec oktober je na poseben način posvečen svetemu rožnemu vencu, ker se v začetku tega meseca 7. oktobra obhaja praznik rožnovenske matere Božje. Tudi danes na prvo nedeljo v oktobru se obhaja tisti praznik. Tako da ves mesec stoji v tem znamenju. Tukaj nas cerkev vabi, da še bolj predano molimo rožni venec ter premišljujemo o pomenu in moči te velike molitve, ki je pomagala katoličanom na Japonskem pri ohranitvi svoje vere. Molitev rožnega venca je na Japonsko prvič prinesel sam sveti Frančišek Xaveri. Sveti Ludvik Monforski ga omenja kot enega od večjih častilcev molitve rožnega venca ter tistih, ki so to molitev tudi močno spodbujali. Potem so kasneje tam delovali kot misionarji dominikanci, katerih posebno poslanstvo je širiti molitev rožnega venca. Tako so bile ustanovljene bratovščine svetega rožnega venca, ki so poskrbele, da se je ta velika pobožnost nadaljevala in obdržala. Tako je češčenje preblažene device Marije postalo tako rekoč osrednje znamenje istovetnosti tamkajšnjih katoličanov. Znana je prerokba, ki jo je izrekel eden od velikih japonskih mučencev, katehist po imenu Bastian. Ujet je bil leta 1657 in bil po 3 letih hudega mučenja obsojen na smrt z obglavljanjem. Napovedali, da bo cerkev na Japonskem po dolgem času preganjanja vstala od mrtvih. Prerokovali, da bodo spet prišli duhovniki, ki jih bodo katoličani lahko
prepoznali po 3 lastnostih, da bodo prišli iz Rima, da jih bo poslal papež, da bodo živeli celibat in da bodo častili Devico Marijo. Zvesti katoličani so te besede hranili v spominu in minilo je 7 generacij, preden so se uresničile. Sredi 19. stoletja so francoski misionarji lahko stopili na japonska tla v okviru diplomatskega predstavništva. Takrat pa so jih katoličani, ki so 2 stoletji živeli brez duhovnikov mogli prepoznati. Sprva so odkrili protestantsko skupino, toda ko so videli, da to niso pravi duhovniki, da ne živijo celibata, da ne častijo Božje matere in ne ustrezajo tem značilnostim, so obupali. Ko pa so se srečali z misionarji, so najprej vprašali, ali je v cerkvi kip svete Marije. Ko pa so našli kip blažene Device Marije, so se mogli prepričati, da so to prav takšni duhovniki, kakor tisti, ki so jim prinesli vero. Dragi verniki, pobožnost rožnega venca, češčenje blažene Device Marije, je resnično ena od glavnih značilnosti naše katoliške istovetnosti, ki jo moramo ceniti in ohraniti. Na to nas spodbuja Fatimska mati Božja v svojih razodetjih leta 1917 ter kasneje v razodetjih sestri Luciji, kjer nas uči, da je svetemu rožnemu vencu dana posebna moč v času, v katerem živimo. Tako bomo lahko zares prejeli vsako milost, ki jo potrebujemo, če ga bomo molili s pobožnostjo in zaupanjem. Rožni venec ni le ustna molitev, sestavljena iz določenih molitvenih obrazcev, ki jih izgovarjamo. Zdrava Marija, Oče naš in druge molitve. Vsebuje tudi miselno molitev, ker je rožni venec sestavljen iz 15 skrivnosti, v katerih smo poklicani premišljevati. To so skrivnosti Kristusovega rojstva, otroštva, njegovega trpljenja in smrti, njegovega vstajanja, poveličanja blažene Device Marije. Vse to bi moralo postati sestavni del našega molitvenega življenja. Z drugimi besedami, naša molitev ne sme biti omejena le na ustno molitev, na posluževanje določenih molitvenih obrazcev, čeprav je to seveda dobro in dragoceno, moramo prakticirati tudi miselno molitev oziroma premišljevanje. Poleg molitve rožnega venca, kjer moramo premišljevati o skrivnostih in tako poglobiti njihovo razumevanje, si moramo vzeti čas tudi za molitev v tišini, za premišljevanje, kjer bomo vzeli odlomek Svetega pisma ali katere duhovne knjige in poskusili od tam prejeti nauk ter tako sprejemati dobre sklepe za naše krščansko življenje. K temu smo poklicani, če želimo, da je naše duhovno življenje resno in da v njem resnično napredujemo. Naj bodo to naši sklepi za ta marijanski mesec, da bi nam nebeška mati pomagala čim globlje vstopiti v skrivnosti njenega božanskega sina Jezusa Kristusa, da bi sledili njegovemu zgledu in tako mogli učinkovito pričevati za svojo vero, dajati zgled, ki bo vodil bližnje k veri ter nam prislužil vse milosti potrebne za zveličanje. Amen. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen.